Spoštovane, spoštovani, prav lepo pozdravljeni na Slovenski matici in seveda en velik lep pozdrav profesorju dr. Milanu Buffonu, današnjemu predavatelju, avtorju knjige Etnos in topos in v kratkem avtorju nove knjige, drugega dela raziskave z področja družbene geografije oziroma vprašanja slovenske manjšine na Tržaškem v obdobju med 1910 in 2015. Dovolite, da začetek, gotovo marsikdo seveda profesorja dr. Buffona pozna, pa vendarle dovolite, da za začetek predstavim njegovo izjemno biografijo in njegovo izjemno bibliografijo. Profesor dr. Milan Buffon je dodiplomski študij opravil na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1983 na smereh geografija in etnologija z nalogo regionalna geografija Dobrdobske planote. Za njo je leta 1984 prejel tudi fakultetno Prešernovo nagrado. Leta 1990 mu je bil podeljen naslov magistra geografije za delo etnično-regionalni razvoj obmejnih regij, primer Slovenci poseljenega ozemlja v Frljani Julijski krajini, in zanj je v Trstu prejel leta 1990 Tončičevo nagrado. Marca leta 1995 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Socialno-geografska funkcija slovenskega prebivalstva v integracijskih procesih Goriške obmejne regije in tako je bil maja istega leta promoviran v doktorja znanosti. Znanstveno-raziskovalnim delom je pričel že sredi 80-ih let, kot sodelavec ter član Slovenskega raziskovalnega inštituta, s kratico SLORI v Trstu, s katerim je tudi kasneje sodeloval pri raznih projektih. Sicer pa je bil na raziskovalnem področju dlje časa polno ali pa dopolnilno zaposlen na Znanstveno-raziskovalnem središču Republike Slovenije v Kopru. Na ZRS je bil tudi podpredsednik znanstvenega sveta, pa član upravnega odbora, vodja Inštituta za sredozemske humanistične in družboslovne študije, predstojnik Inštituta za geografske študije. Leta 2001 je bil v okviru te ustanove imenovan v naziv znanstveni svetnik. Od leta 2019 profesor dr. Milan Buffon član Inštituta za jezikoslovne študije ZRS Koper. Od leta 1983 pa seveda tudi član SLORI-ja v Trstu. Bil je vodja številnih raziskovalnih projektov. In seveda še tudi danes nikoli ne neha raziskovati. Na pedagoškem področju je bil leta 1996 izvoljen v naziv docenta za družbeno in regionalno geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je na oddelku za geografijo najprej predaval predmet politična geografija. Od novembra 1998 do septembra 2003 pa je bil na istem oddelku redno zaposlen in napredoval do izrednega profesorja. Leta 2001 je tu ustanovil in vodil katedro za politično geografijo. Od oktobra 2003 je bil visokošolski učitelj in raziskovalec, stalno zaposlen na Univerzi na Primorskem, kjer je bil imenovan tudi za člana prvega univerzitetnega senata. Decembra 2003 je bil imenovan za prvega prorektorja za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo. V okviru te funkcije je vodil tudi istoimensko univerzitetno komisijo. Bil je še član številnih drugih komisij in novembra 2007 ga je senat Univerze na Primorskem izvolil naziv redni profesor. Njegova osebna bibliografija šteje več kot 400 enot, od tega nad 10 monografij
nad 50 poglavij v znanstvenih publikacijah oziroma v knjižni obliki objavljenih predavanj na konferencah in nad 60 znanstvenih člankov. Več kot 70 znanstvenih del je objavil v tujini oziroma v pomembnejših tujih jezikih. Pogosta je citiranost njegovih del v domači in mednarodni literaturi, tako da je profesor dr. Milan Buffon najbolj citirani slovenski družbeni geograf v tujini. Dejaven je pri številnih domačih in tujih publikacijah, revijah in tudi društvih. Za svoje znanstveno in raziskovalno delo, za svoje strokovno delo je prejel številne nagrade in priznanja. Leta 2003 bronasto plaketo Zveze geografskih društev Slovenije, leta 2004 priznanje Glasnik znanosti, leta 2010 Glasnik znanosti, leta 2010 mu je Univerza na Primorskem podelila zlato plaketo za raziskovalne in pedagoške dosežke, leta 2011 je ARRS njegovo znanstveno monografijo Ne vrag, le sosed, Bomejak uvrstilo med največje dosežke na področju humanistike. Še in še bi lahko naštevali, mislim pa, da ob vsem teh izjemnih referencah ima največ zapovedati profesor dr. Milan Buffon, ki mu predajam besedo. Ja, Bolj glasno. se sliši? A če nemam prostor? Ne vem, če to dela. Dela? Aha, dobro. Hvala lepa. Mislim za to predolgo predstavitev. Jaz bom skušal biti tudi čim bolj kratek, krajši, kot ste bila vi. Moje predstavitvi. Moram reči, da bi se najlepše zahvalil seveda tudi gospe Fridlovi, tudi kot predstavnici založbe, ki me je nekako vzela pod svojo streho za te moji dve zadnji knjigi, oziroma za ta projekt Tržaških Slovencev, s katerim na nek način simbolno, oziroma sem želel na nek način simbolno zaključiti mojo raziskovalno pot. Zato bom precej govoril o času danes, bolj kot o geografiji. In mislim, da je Slovenska matica tudi neko primerno okolje za take teme, ki smo se jih lotevali v tej posebni zbirki, ki jo vedla moja kolegica Vesna Mikolič z Kopra, in sicer razsežnosti slovenstva, ker pač to je tudi del tega skupnega, nekoč imenovanega skupnega slovenskega kulturnega prostora, v katerem je imela tržaška stvarnost, tržaški prostor neko posebno mesto. No in malo o tem bi tudi spregovorili, rad bi pa tudi še enkrat poudaril, da je Slovenska matica že predtem gostila, ne poleg moje kolegice Milice Kravosove, tudi druga dela tržaških Slovencev, bi predvsem omenil Ljaba Črmenja, ki je tudi potem našel svoj nov domicil, delovni, raziskovalni v ljubljanskem okolju in je tudi pri Slovenski matici leta 1965 objavil zelo odmevno in pomembno delo o položaju Slovencev in Hrvatov pod Italijo. Isto delo je šlo že takoj po začetku fašizma v angleščini in prikazalo to stanje mednarodni javnosti. No, če govorimo o času in o tem projektu, pride čas, se pravi, zame. Imamo različne časove, če to rečemo. Einstein je ugotovil, da je čas najbolj relativna zadeva, s katero lahko operiramo v znanosti pravzaprav. Tako da imamo subjektivni čas, imamo nek bolj objektivni, zgodovinski čas. In včasih se ta dva časova srečujeta, včasih pa ne. V mojem primeru je v tem ob koncu kariere, drugo leto se namreč upokojil. In v času, ko sem nekako se sprostil s temi raznimi funkcijami, o katerih ste prej slišali govoriti, se zamislil nad tem,
Ko je človek starejši, se obrne proti mladosti, ponavadi, da se spominja tega, kar je nekoč počel. In seveda sem se nekako vrnil simbolno ali ne, ali tudi vsebinsko na tiste teme, pri katerih sem začel pravzaprav svojo strokovno in raziskovalno kariero, tam v začetku 80-ih let, ko sem bil še študent v Ljubljani, kot sodelavec, ne vem, če kdo se spomni ime Romana Savnika. To je bil urednik krajevnega leksikona Slovenije, se pravi tiste knjige, ki so takrat izhajale, ne vem zdaj, v katerem obdobju, od 60-ih dalje, če kdo ve, mogoče bolj natančno. Ampak, ko je to išlo, se pravi vse to v Sloveniji, in kot je rečeno, takrat so imeli še skupni slovenski kulturni prostor, je on vedel, da mora še to nadoknaditi z opisom krajev v tako imenovanem zamejstvu. Takrat se ni toliko govorilo o zamejstvu, ampak o Slovencih v sosednjih državah. In je začel kot Primorc, ne mislim, da je on rojen v Postojni, če se ne motim, kot Primorc želel ravno Slovence v Italiji najprej obravnavati in so mene na nek način določili, da mu pomagam pri tem. In ker je bil potem zelo stari, to meni kar prepustil kot uredniku, da smo to krajevni leksikon peljali naprej in po dobrem desetletju s pomočjo tu prisotnega kolega Alekseja Kalca, zgodovinarja, takrat na odseku za zgodovino Narodne študijske knjižnice v Trstu, uredili ta arheološki eksponat. Ne vem, če je kdo kdaj videl tu prisotnih. To je bila pravzaprav prvi in edini zvezek, ki smo ga potem je šel še za Goriško pokrajino, za Videosko, pa nismo nikoli uspeli tega realizirati, žal. Ampak je bila nek začetek našega oziroma mojega zanimanja za te teme Slovencev onkraj meje, če to znamo, se pravi Slovencev v stiku. Jaz sem imenoval te situacije, ko se povezujejo politični in kulturni prostori, kot je naš, se pravi, kot je ta državni prostor, kot kontaktni prostori, se pravi območje v stiku, družbe v stiku, ker se srečujejo različni politični in kulturni prostori in se lahko to kombinira ali v grozen konflikt, kot vemo se to zelo rado dogaja, še najlažje se to dogaja, ali pa tudi v neke oblike koegzistence, sobivanja, sožitja in medsebojnega prepletanja. No, to je bil začetek mojega interesa za te teme, ki so se potem razvile v sodelovanju, kot ste slišali, predvsem z tujimi partnerji, kolegi v tistih okoljih, ker je bila politična geografija takrat bolj doma. To je predvsem Združene države Amerike, Velika Britanija. Eni so se bolj zanimali za mejna vprašanja, drugi bolj za stike kultur, etnosa, različnih dimenzij tega nacionalnosti, če tako vzamemo. In potem, kot vidite, to je produkcija zadnjih dobrih 10 let, oziroma 10 let, če tako vzamemo, 13 let, da vam malo pokažem, k čemu lahko to privede, to raziskovanje teh vprašanj, če lahko malo pošljete naprej. No in seveda pride čas, spet, ko je treba potegniti neko črto na te zadeve in se obrniti spet malo nazaj, kot sem jaz naredil in ugotovil, da pravzaprav še nekaj manjka, to je bil pač leksikografski opis in bil pa vsebinsko-problemski teh vprašanj in teh situacij. In sem se spomnil ravno na to obdobje, ko sem to delal, to je bilo v začetku 80-ih, ko je bil ravnatelj Slovenskega raziskovalnega inštituta profesor Darko Bratina, ki je bil potem tudi šel politiko, bil izvoljen in bil tudi v raznih evropskih telesih, kot je deloval, tudi, če se ne motim, v Strasbourgu celo tam umrl na neki taki seji. No in sva se nek večer srečali, oziroma jaz sem delal tam do poznega, on je ponavadi prihajal pozno šele v urad, ko je končal predavati na univerzi. In sva malo debatirali o teh vprašanjih, ki smo jih takrat obravnavali.
in mi je pokazal razne knjige, recimo sociologiji kraja, kako so to recimo v Ameriki obravnavali neka naselja in kako so ta naselja se spreminjajo s časom, se modernizirajo, izgubljajo to svojo ruralnost, pridobijo neke nove funkcije, neke nove strukture, sestave in se tudi identiteta ljudi v teh krajih, posebej, če so to kraji sobivanja različnih kultur, različnih jezikov, spreminjajo s časom. No in je rekel, so debatirali, kako zanimivo je bilo, da bi to pri nas tudi obravnavali, ker pač mi smo fenomen. In vprašanja, ki so bila pri nas doma in pereča in aktualna, ali tudi boleča, če vzamemo, so bila drugje predmet neke znanstveno-strokovne obravnave. Spravi, ljudje so tudi celo v Trst prihajali ali v Slovenijo gledati, kako zanimiva, da malo deželo v stiku vsemi temi drugimi državami, drugimi kulturami, drugimi jeziki in tako naprej. In pravzaprav to, kar je bilo okoli nas, ta situacija, ta okolja je postala pravzaprav lahko en predmet nekega splošnega posploševanja takih situacij. Ampak seveda tistem času, ko sva to debatirala, seveda jaz nisem bil pripravljen, da bi to počenjal, ampak tudi recimo čas, proces same transformacije, spreminjanja te strukture še ni bil opravljen na nek način. Mi smo še prešli vse faze razvoja, recimo, če tako vzamemo, tega območja stika v različnih obdobjih. No, recimo, če vzamemo podeželje tržaško, imamo neko ruralno fazo, se pravi začetno fazo, potem imamo eno fazo modernizacije, ki vodi v prestrukturiranje prebivalstva v industrijski sektor predvsem, in tretja faza je bila terciarizacija. Takrat te terciarizacije še to okolje še ni poznalo v taki meri in tudi ni prišlo do tistega spreminjanja etnične sestave tega okolja, spred teh krajev slovenskega podeželja Tržaško, do katere je prišlo po letu 1995, po letu 2000 predvsem, ko se je v ta prostor, ki je ekskluzivno slovenski prostor, se pričelo naseljevati italijansko prebivalstvo, mestno prebivalstvo na podeželje. To je čisto naraven proces, recimo kot Ljubljančani si gradijo hišo ali se preselijo v okolico, to zeleno, recimo mestno okolico, tako isto se dogajalo na Tržaškem, z večjo zamudo, bi rekel, kot se to dogajalo v Ljubljani, zaradi ravno tega etničnega zadrževalnega faktorja. Oni niso želeli iti neko slovensko okolje, še takrat. Se pravi, šele ko je bila ta družbena distanca malo presežena, se je to mestno prebivalstvo lažje, hitreje razvilo v to bližnjo mestno okolico. To, kar se tiče podeželja, medtem ko v mestu imamo neko drugo transformacijo, se pravi, kot sem prej omenil, oziroma govoril prej, ko so me spraševali za televizijo, imamo mestni Slovenci v Trstu eno tudi značilno parabolo, ki se šele zdaj uvaja tista zaključna, po mojem mišljenju, faza, seveda nikoli stvari do konca ne pride, ampak neko novo fazo, neko novo situacijo, ki je prej nismo poznali. Spravi, mi vemo, da so Slovenci v Trstu predstavljali eno zelo močno urbano populacijo, to je bilo po številu slovenskega prebivalstva največje mesto takrat, slovensko, v avstrijskem obdobju seveda, in je doseglo ta populacija nek vrhunec ravno v času, ko se je avstrijsko obdobje zaključevalo, se pravi tam okrog začetka 20. stoletja, okrog leta 1910. Potem je zaradi politične spremembe prišla nova oblast, ne italijanska, ki je raztegnila svojo oblast vse tja do te Rapalske meje, se pravi geografske meje med jadranskim in podonavskim sistemom, in je začela ta druga faza, se pravi dramatičnega odpada prisotnosti in identitete Slovencev v mestu, ki je bilo pač, kot rečeno, bilo
po definiciji città italianissima, kot so Italijani to imenovali, se pravi najbolj italijansko mesto, mora postati popolnoma italijansko mesto. Slovensko prebivalstvo je moralo biti nevidno in neslišno v tem okolju in so uporabljali različne metode za to, med drugim tudi emigracijo. Takrat je elita, slovenska elita se izselila, predvsem v Slovenijo, Ljubljano. Tako da je ta skupnost izgubila na nek način glavo, ohranila pa trup, če tako znamo. Se pravi, delavsko prebivalstvo je večinoma ostalo tam, z izjemo železničarjev, ki so bili vsi odpuščeni večinoma, in to je bila tudi naša bufonska rodbina, veja, pač naš novo skupni, z mojim bratrancem Vanje, ki ga ne bo pozdravljen tudi tukaj, je bil takrat prisiljen, da svojo 9-člansko družino odpotuje Ljubljano in v Ljubljani nekaj časa, vsaj po povedovanju mojega očeta, ki je bil takrat še otrok, 5-6-letni otrok, če se ne motim, živeli v nekem vagonu, vsaj kot on je rekel, zapuščenem vagonu, nekaj sredi nekega žiznega polja, in potem pridobili končno domovanje nekje na Valvazorovi, če ne drugje prej, to boš ti vedel, ne bom zdaj se spuščal v to osebno zgodovino, ampak na nek način to tudi dokazuje te osebne naše zgodovine, kaj se je tam dogajalo, oziroma tudi kako se je formirala ta urbana populacija Trstov. Recimo, če vzamo te naše bufone, spet družinska zgodba govori, da smo francoskega porekla. Dejansko smo verjetno furlanskega, bufon, ki je tisti znan Goldman, italijanski nekoč, ima isti priimek z dvemi F, in naš nono se je prečrtal en F, ker to so imeli originalno 2 F, tudi oni, zato da bi bolj Slovenc. Takrat je on se povezal s to narodno delavsko organizacijo, ki je bila delavska veja edinosti v Trstu, se pravi, te največje družbeno-politične formacije Slovencev v mestu. In se pravi, ta naša furlanska dediščina je na nek način prisotna, tako kot pri mnogih drugih priseljencih takrat v mesto. Ampak pejmo po vrsti, kot so v hiše Trsti, so nekoč pravili. Se pravi, malo bolj, to je bolj zavod. Tako da bi začel najprej z opisom tega, kaj sem želel početi, oziroma kako sem to počel v svoji prvi knjigi, ki se imenuje Etnos in topos, in je tu prisotna, ki je šla 21, dejansko 21. In prikazuje na nek način rezultate raziskav, ki smo opravili tam okrog leta 2015. To pravi, malo pred tem letom ali tam okrog smo opravili večino raziskav, ki so tu zajete v tej knjigi. In to je bila opravljena raziskava na 2 ravneh. Se pravi, za leto 1910 sem poskusil preko popisa prebivalstva. Kot veste, 1910 je bil zadnji popis v avstrijskem obdobju opravljen in je bil tisti, ki je bil najbolj natančno tudi prikazal etnično strukturo tega okolja. Tudi zato, ker je bil revidiran. Se pravi, ta stranka edinosti, slovenska, ki je imela svojega predstavnika tudi v Dunajskem parlamentu, je spričo dobrih volilnih rezultatov leta 1911 zahtevala, da se ta popis, ki bi izveden leto prej, revidira, zato ker so ugotovili, da ne odgovarja dejstvom. Podatki, ki so bili tam zbrani, so prikazali bistveno manjši delež, manjše število slovenskega prebivalstva v mestu, kot so oni smatrali, da tam živi, kar je dejansko tudi res. In potem je ta popis revidiran. Zdaj, jaz sem imel priložnost, ker to zahteva veliko časa, seveda, ker nisem imel več takih funkcij oziroma takih obveznosti, sem se ta čas vzel, da sem šel pogledati v arhiv vse popisne pole. Za večino teh predmestnih območij v Trstu
Za izbrana območja mestnih četrti, ker tam je bilo ogromno prebivalcev, tako da ne bi mogel vseh pol pregledati, ker ne bi bil še zdaj tam, verjetno, in za izbrana naselja na tržaškem podeželju. In tam se lepo vidi, da imam tudi, ampak ne bi kazal slajdo in tako naprej, kako je bil ta popis takrat opravljen. Se pravi, morate računati, kakšna je bila družbena struktura okrog leta 1910. Ogromno ljudi je bilo nepismenih, ne samo na podeželju, ampak tudi v mestu. To je bilo pretežno delavsko prebivalstvo, Slovenci v mestu. In popisovalci, kot sem razumel iz strukture teh pol, so ponekod te popisne polje pustili, da so jih sami prebivalci pač upisali noter potrebne podatke. Večinoma pa so popisovalci, ki so pretežno italijanske narodnosti in jezika, ker pač v Trstu je vladala, lokalna vlada bila vedno italijanska in vedno pretežno nacionalistična. In ti popisovalci so ta imena pisali vedno v italijanski fonetični obliki. Se pravi, če nekdo se imenoval, ne vem, Gregorič, je bilo pisano TSCH ali pa CH ali G celo na koncu, skratka razne variante fonetičnega zapisa, priimka in vedno tudi italijansko verzijo imena. To pa pri vseh. Seveda nekateri, če so imeli slovenska popisovalca slučajno, in teh je bilo več na podeželju, so bili v glavnem slovenski popisovalci, v mestu je bilo tega predvsem manj, so to opisali relativno pravilno. Italijanske pa seveda so to po svoje interpretirali, pravi že upisovanje tega je predstavljalo neko italijanizacijo, spravi upisovanje v fonetični obliki in spreminjanje tega imena v italijansko verzijo pomeni, da še pred fašizmom dejansko je slovenska populacija v Trstu dobivala neko italijansko identiteto oziroma bila asimilirana v to italijansko večinsko družbo. In tudi, če so oni zapisali potem na vprašanje, kateri je vaš običajno uporabljen jezik, to je bilo vprašanje, preko katerega so oni verificirali potem narodnost. In seveda takrat, kateri je bil v mestih povsod običajno uporabljen jezik dominantne, se pravi ne nujno večinske, ampak tiste skupnosti, ki ima oblast, ki daje delo ljudem. In seveda ta jezik je bil v Trstu italijanski, povsod. Se pravi, tudi Nemci, tudi Angleži, tudi Francozi, ki so živeli v mestu, so vsi napisali, da govorijo italijansko. Ker pač je bilo to jezik delovnega mesta. V tem smislu lahko rečemo, da je bil Trst igral neko vlogo male Amerike. Vsi, ki so shajali noter, ki so prihajali noter priseljenci, so se spremenili v Tržačane, ampak Tržačane v smislu italijanske variante te mestne identitete, tako kot vsi, ki so šli v Amerike, so postali Američani, pa tudi svoje priimke imena spremenili v ameriško verzijo, kot vedo. Podobno se je dogajalo v tem mestu, tako da nekateri so opisali, da govorijo tudi slovensko ali samo slovensko, tisti najbolj močni, najbolj zavedni prebivalci. Nekateri so pisali celo, da govorijo 3 jezike, kar je čisto prav. To je bila realnost, se pravi, multikulturnost je bila realnost takrat v mestu, ampak kaj se je zgodilo? Že popisovalec sam je ponavadi prečrtal nepravilne odgovore, se pravi dodatne odgovore, in je ohranil samo italijanščino. Uradno so oni smatrali, da se govori samo italijanski popisovalci, ali direktno na licu mesta in dal podpisati nosilcu družine, to je bil tako imenovani družinski poglavar, je bil vedno moški ponavadi, dal podpisati, da on soglaša s to spremembo. Tega se našlo zelo dosti primerov v tem pregledu, ali pa je potem občinski uradi so nekako sami to predelali in prečrtali to nepravilne odgovore v pravilne odgovore.
Potem je prišla revizija in revizori so bili v glavnem Nemci in Slovenci, ki so prišli z Dunaja ali z Kranjske in so to malo pregledali. Ne vem po kakšen način, ali po poznanstvu, ali so sklepali, kot sem jaz potem sklepal, recimo po kraju rojstva, po imenu. Seveda, če nekdo je bil rojen v Sežani in se imenuje Pirjevec, dam primer, ne more biti drugega kot Slovenc. To je objektivna identiteta. Se ni mogel tako hitro asimilirati, če kome se priselil s takim imenom od tega kraja. Tako da v tem primeru so potem oni vrnili, kako? So dali štempelj gor Sloveniš, na isto polno. Se pravi, to je bilo uradna revizija, niso znova popisovali, ampak so samo pregledali podatke in dali štempelj, ali je bil Sloveniš ali je bil Deutsch. Te dve verziji sta bili možni v popravkih, druge praktično niso spreminjali. Tako da imamo ogromno takih situacij, ko so bili v reviziji, ko je popravlja seveda revizija te izjave, te popise, te podatke, ampak ne v celoti. Recimo veliko Hrvatov, ko je prišel v Trst, se je identificiral slovensko populacijo, ker so se vključili slovenska društva, organizacija, kot vemo tudi edinost. Ta največja grupacija je imela veliko Hrvatov, ne vseh vrstah, pa Čehov in tako naprej. Medtem ko zanimivo je, da se Hrvati iz Notranjosti, to so takrat spadali pod Ogrsko, so bili identificirani kot Madžari. Slovenci iz Notranjosti, se pravi iz Kranjske in Štajerske, velikokrat so se sami opredeljevali kot Nemci, najrajši. Tako da to niso spreminjali. No, jaz sem potem opravil še eno revizije in potem ugotovil, da je pa dejansko Slovencov v mestu še precej več, kot je ta revizija pokazala. Pa pazite, ta revizija je bila za italijanske proučevalce še danes je, ker sem pred kratkim pregledal neko zgodovinsko knjigo, ki pravijo, oporekajo tej reviziji italijanske proučevalce, pravijo, da je to pretirano, prikaženo pretirano število Slovencov, mesto to ne more biti. Zakaj? Zato, ker tisti vsi popisi prej so pokazali, da jih je veliko manj. Dejansko popisi pred tem so kazali, da je v mestnem središču tam okoli celo manj kot 5% slovenskega prebivalstva v mestnem središču. Samo Svet Jakob, najbolj delavski okraj, je imel tam nekaj skoraj 10 pred revizijo. Predmestja pa tam okrog 30-35%, maksimalno preko 50 ali okrog 50, samo najbolj slovenskih predmestij, kot so recimo Barkolje na severu, Škeden ali tako naprej, tiste Svetiver, najbolj tipično slovenski okraj. In seveda podeželje pa je bilo popolnoma slovensko, se pravi, tam smo imeli populacijo, ki je bila tam do 100% izključno slovenske narodnosti. Revizija je to povsod dvigala na preko 50 v predmestih, na okrog 25 v mestnem središču, posebej še v Svetem Jakobu. In zdaj govorim malo na pamet, ampak malo lahko da potem bolj natančne število. Seveda za nekaj procentov še več na podeželju, ampak tam velikih sprememb ni moglo biti, ker smo bili že skoraj na 100%. Tako da je, če govorimo samo za mesto, potem dodaten pregled, ki smo ga opravili, pokazal, da pa dejansko slovenske populacije, če gledamo te objektivne podatke, torej kraj rojstva, ime, pa rojstni list priložen, recimo veliko popisnih polj, imajo tudi rojstni list, pa podatke župnijske, rojstve in tako naprej, smo ugotovili, ali sem ugotovil, da je bilo teh Slovencev Trstu še precej več. Se pravi, če hočete, da dam podatke, da smo jih imeli do dejansko, čakajte, da najdem,
po naši oceni v mestnem središču do četrtine, Svetem Jakobu 40%, se pravi skupaj smo prišli spet na tisto tradicionalno zgodovinsko prisotnost, ki je bilo med 25 in 35% celotni zgodovini mesta kot prisotnost Slovencev v njem in seveda v predmestih pa še bistveno več. To se pravi, kje sem tukaj napisal, malo sem se zgubil. Tako da je bilo v predmestih celotno pa vsaj 3/4. Se pravi, 50% je zelo visoko delež. Se pravi, kdo je to formiral to populacijo? Glavno so bili to priseljenci, ki so sploh prihajali noter. Se pravi, polovica prebivalcev mesta so bili priseljenci in med temi priseljenci, ki so krepili mestno populacijo, so Slovenci predstavljali veliko večino teh. Se pravi, večina teh priseljencev je prihajala iz slovenskega zaledja, ampak večina teh se tudi sproti asimilirala v italijansko okolje. Se pravi, računamo, da če so ti Slovenci predstavljali 3/4 teh priseljencev, 3/4 teh priseljencev se je tudi sproti asimiliralo. Tako rekoč v eni generaciji. Tako da je to težko ugotoviti, se pravi, razmerje med objektivno in subjektivno identiteto potem v tem mestnem okolju, ki se je dramatično spremenila potem, ko je prišla nova oblast in je nekako hotela izbrisati seveda to slovensko prisotnost v mestu. In smo imeli veliko emigracijo najprej, se pravi elite, mestne elite, ki je odšla v Trst, v Ljubljano, in potem po drugi svetovni vojni pa asimilacijo predvsem delavskega prebivalstva, ki je ta korpus tega mestnega prebivalstva, je bilo predvsem delavci, ki so bili vsi protifašistično orientirani takrat, pretežno komunistično orientirani kot delavci, in se je potem ravno v tej grupaciji prišlo do tistega dramatičnega razdora med Titovci in Stalinovci, in seveda večina je bila na Stalinovi strani in vsi so čakali ne jugoslovanske čete, da pride 1. maja, vsi so čakali, da pride Rusi. Tako da je bil celo Ivan Regent, veste, da je bil tam eden glavnih voditeljev socialističnih kontroverzij, Ivan Regent v Trstu, ko je prišel nazaj 3. maja, to povem anekdoto, ki jo sam opisal v svojih spominih, da so prišla tajnica k njemu in rekla: "Špalir se naredil, Rusi prihajajo." Vsi ljudje so bili navdušeni, da prihajajo Rusi spet v Trst. Je rekel: "Kako Rusi, saj smo že tukaj mi, Jugoslovani." Pa je rekel: "Pejte pogledat." Špalir je bil vse do Postojne, vsi so čakali Ruse, da pridejo še enkrat osvoboditi Trst, in vsi so jih pričakovali. Seveda je bil to tisti fake news, bi rekli danes, ki se je hitro razprasla ta novica in vsi so navdušeno pričakovali Ruse, ki jih nikoli ni bilo. Lahko rečemo k sreči, vsaj pri nas, ne bi imeli ukrajinske situacije. Pač pa so prišli Jugoslovani tudi kmalu potem odšli, kot veste, je bilo to, se je vedelo, da bo Trst, ta koridor med Trstom in Trbižem šel na zahod, in tukaj seveda, to je bilo že prej dogovorjeno med Aleksandrom in Titom, tako da se je ta jugoslovanska okupacijska sila umaknila. Takrat ni se pa prenehala ta situacija asimilacije mestnega slovenskega prebivalstva v večinsko okolje. Nova faza, spravi tudi zadnja faza, smo začeli doživljati seveda v koncu prejšnjega stoletja, v mestu, ko se je vedno več mešanih družin, se pravi, ali pa samo italijanskih družin, po identiteti, ne nujno po poreklu. Kot smo videli, je večina Tržačanov bila slovenskega porekla, če tako vzamemo, geografskega, ni bila pa slovenska po identiteti. No, in to prebivalstvo, med katerimi so imeli ženske poseben pomen, ker so predstavljali večino slovenskih priseljencev v mesto in tudi predstavljali
te famozne služkinje, ne, v mestu tudi včasih tam do 30% sploh slovenskega prebivalstva v teh najbolj buržujskih mestnih predelih. Tako je bila tipična družina tržaška, da je bil mož Italijan, žena Slovenka, ampak ni imela nobene besede. Se pravi, vsi so potem postali v teh družinah avtomatično med večini Italijani. Ona ni smela govoriti slovensko v tem okolju, ker slovenščina je bila pač prepovedana vse do nekaj let pred tem. Zdaj pa se stvari spreminjajo, družbena distanca ni več taka, kot je bila nekoč. In tudi v teh mešanih zakonih, mešanih družinah je ta slovenski element, slovenska prvina bolj zastopana, bolj persistentna, kot je bila nekoč. Tako da niso več samo ženske matere, ki odločajo o bodočnosti, se pravi, kam, katero šolo bo šel njihov otrok, včasih tudi očetje se zdaj italijansko odločajo za ta korak. In tako da veste verjetno, da so šole s slovenskim jezikom v mestu danes so pravi slovenski otroci noter v teh šolah že v manjšini. In to že nekaj desetletij. Večina otrok, ki obiskuje šole s slovenskim učnim jezikom v mestu, prihajajo deloma iz mešanih zakonov, se pravi, da ima mati ali oče slovenskega jezika. Vedno več, rastoči delež, to je precej isti, se ohranja na isti ravni, tam okrog 40%. Slovenski otroci, samo do petine teh otrok, ostali pa so vsi italijanskih družin. Italijansko govorečih družin, ki se pa učijo znova slovenskega jezika, ki je največkrat jezik njihovih starih staršev ali še prej. Se pravi, gre za neko novo asimilacijo, če povzamemo, ne slovenskega prebivalstva v slovensko jezikovno okolje. To je lahko zelo samo periodični fenomen, če ga ne spremljajo tudi neke politike ustrezne reasimilacije tega populacije, ki seveda šola sama po sebi tega ne more narediti. In v tem pogledu se krepi, po analizah, ki smo opravili, smo naredili še neke raziskave, sondaže za tekoče situacije. In te so pokazali, da se prvič, se pravi zadnja generacija tržaškega prebivalstva, se pravi najmlajša, tista rojena tam v 90-ih ali v novem stoletju, se pri tej generaciji prvič kaže, da je znanje slovenskega jezika pri mlajših večje kot pri njihovih starših. Vedno je šlo za upad, vedno manjše bilo to število. Smo izračunali demografsko za 1% na leto iznašal ta upad. In zdaj prvič, ta generacija je prva, kjer se znanje jezika povečuje spet. Na raven, ki je bila značilna za eno fazo, recimo prejšnjo, tam nekako v 70-ih, 80-ih letih. Tako da bi lahko rekli, da je ta parabola za mestno okolje relativno se zaključuje na nek način, ki odpira neko optimistično noto. Po drugi strani podeželje, in s tem bi zaključil, potem mogoče mi rajši v debati še kaj povedali, kaj se dogaja na podeželju. Podeželju popolnoma slovensko smo videli, leta 1910, ostalo popolnoma slovensko tudi leta 1965, pravi v času, ko se začela deagrarizacija, večina ljudi je delala v neagrarnih dejavnosti, pravi so bili pretežno ali v industriji ali terciarnem sektorju že zaposleni v mestu, pretežno, ampak ta zaposlitev v mestu, ki je delovala po principu dnevne migracije, se pravi, ni vplivala v etničnem pogledu, da je spreminjala tudi etnično strukturo, se spreminja samo socioekonomska. Vsi so ostali Slovenci, tako rekoč, ker ni bilo tudi priseljevanja. Mešanih zakonov je bilo približno 5%, 5% je bilo neslovensko prebivalstvo na podeželju. Zdaj,
Ne govorim o krajih, kjer so se preselili begunci iz Istre, italijanski optanti. V krajih, kjer so se preselili italijanski optanti, zapravi, imamo občine, imamo okolje, nabrežine, predvsem tam so bili kamnolomi in Contovela, tam je delež slovenskega prebivalstva padel na približno 20%. Če gledamo v celoti, Slovenci na tržaškem podeželju Krasu, ker so občine glavno mesto, to je približno 8000 prebivalcev in skoraj večina teh so Italijani, italijansko govoreči prebivalci, priseljeni. Če gledamo v celoti, je slovenska populacija na tržaškem podeželju obsega okrog 30% samo. Ni več večina. Seveda, to so pretežno mali kraji. V teh malih krajih pa ohranja to večino in ohranja tudi kontrole, bi rekel, ekonomskih, spaj trgovine, pa razne uradi in tako naprej so še vedno pretežno v slovenskih rokah, tudi v takem kraju, kot so recimo občine. Tisti, ki greste do šolbe kupovati zadeve na občine, to pozna verjetno. Ampak prišlo je do nekega popolnoma novega fenomena, se pravi, kot sem prej omenil, razlitje urbanega prebivalstva na podeželju. In to prebivalstvo je deloma zapolnilo prazna bivališča, ki so jih domačini zapustili, ker so ta ruralna bivališča niso bila primerna za moderno življenje, tako oni so si zgradili nove hiše na robu vasi. Središča vasi so ostala prazna, te kraške hiše, recimo tipične, ki so za domačine niso imeli nobene vrednosti in te so ponavadi kupili priseljenci. Ali pa so zame razni podjetniki in tako naprej gradili popolnoma nove soseske, popolnoma nove predele samo za potrebe priseljencev. Tako da imamo v tem trenutku tistih klasičnih, tipično slovenskih krajih, ki so nekoč 100% slovenski, pa še 50 leti tudi prav tako, imamo zdaj eno strukturo, ki je takale, da v povprečju je slovenskih družin tam okrog polovica. Približno 15% je mešanih, se pravi, so Slovenci tudi prisotni, in ostali del, tretjina, dobra tretjina pa so italijansko govoreči priseljenci. Ampak med temi italijansko govoreči priseljenci, in to zato tudi naslov etnos in topos, topos ima vpliv na etnos, se pravi, to je pretežno slovensko govoreče okolje, še vedno, večinoma. In ti italijanski priseljenci se vključujejo v italijanske okolje. Se učijo slovenskega jezika, upisujejo svoje otroke v slovenske šole in prihaja, bi rekel, na obeh straneh, tako v Trstu kot na podeželju, kot v mestu, kot na podeželju, na Tržaškem, do neke nove situacije, ki bi jaz rekel, neka ozaveščena integracija. Se pravi, vedno bolj sta ti dve skupnosti povezani, tudi v družinskem okolju, tako rekoč, ampak ohranja se tudi ta manjšinski element, ki je v našem primeru slovenski. Oziroma, v primeru mešanih zakonov, kot jih imamo recimo v podeželju, smo ugotovili nekako numerično, ker smo za to knjigo šli od hiše do hiše in pravzaprav registrirali za vsako hišo, kdo živi v njej. Se pravi, to so zasebni podatki, ampak smo jih potem v zbirni obliki prezentirali. To je bilo zelo zamudno delo, ampak zelo interesantno v nekem pogledu in se je ugotovilo, da v teh primerih mešanih zakonov se v večini primerov Slovenci asimilirajo v slovensko okolje, postanejo Slovenci. Se pravi, če imamo pol-pol, iz te polovice dobimo 65%, dobimo recimo 15% plus, če tako vzamem. In to bi rekel, da je ena pozitivna nota za to podeželje, kot je tista, ko sem prej omenil, pozitivna nota za mesto, ker pač mi nimamo več priseljencev iz zaletja, kot so jih imeli nekoč, ki so prihajali iz Krajinske, Štajerske, Slovenske Istre. Novi Slovenci krepiti te slovenske vrste, ki so se sproti asimilirali, tega ni več po vojni, nimamo več priseljencev. Imamo pa en nov instrument, ki bi rekel, instrument deasimilacije ali ponovnega vračanja identitete tistim, ki jim je bila vzeta v preteklosti. S tem bi zaključil, pa potem prepustil
diskusijo. Vse imamo kolega Aleks Kalc, pogotovo še kaj zna povedati. Hvala profesorju dr. Milanu Bufonu za to izjemno zanimivo predavanje. Mislim, da vsi delimo to ugotovitev. Že marsikaj ste povedali, predno predam besedo, morda dovolite eno ali dve vprašanji. Že marsikaj ste povedali o naslovu Etnos in topos. Nenazadnje pa je tudi to nek odgovor profesorju Darku Bratini, ki je leta 1994, mislim ali 96, izdal knjigo Etnos etnos, torej to glasovno igro. Mislim, razpravo. Etnos etnos, torej in mi. Vi ste že poudarili, kako ste naslovno povezali ta dva pojma, kako prostor določuje neko narodnostno skupnost. Seveda se pa ob tem zastavlja tudi vprašanje, kakšen pa je, kot si ga je profesor Bratina, kakšen je pa ta naš odnos, pogled na vse te ugotovitve, ki ste jih iz središča Slovenije, ki ste jih vi za ta prostor ugotavljali. Nisem razumel tega drugega. V smislu tega, kako Slovenija sprejema ta dejstva in te ugotovitve, ki ste jih v svojih raziskavah, torej kako mi dojemamo to narodnostno skupnost danes tukaj, tudi na osnovi vaših raziskav. Ja, to bi sam težko povedal, recimo, kako se to sprejema. Moj občutek imam, ko pač delujem profesionalno v slovenskem okolju, da je to okolje relativno, odkar je država Slovenija samostojna, malo manj dovzetno do prostora onkraj meje, za katere so uporabljali zdaj novo ime za mejstvo. Sem slišal zadnjo to zunanjo ministrico, ko je bila imenovana reč zamejci v tujini, zelo dvojna barijera. To je absurd, ne? Pa zdaj smo imeli predsednico države, ki je glavno obisk v Trstu, ko otvorila ta vrnjeni narodni dom Svetojanski, za Tržaškega še čakamo. Čeprav sam Slovenija tukaj ni nič prispevala, spravi ves denar je prišel iz Italije. Predsednica pa je prišla to odpret, da je ne vem v kakšni funkciji sicer. Vse pa je publiki naši zamejski, slovenski nekoliko zamerila, ko je dijakom rekla, da vaša domovina je Italija. Zdaj, to je malo težko sprejeti za nekoga, ki je vajen prehajati v mejo. Nenazadnje smo tudi mi dvojni državljani, v večini primerov, spravi smo bodisi slovenski kot italijanski državljani, ker pač to se dopušča na obeh straneh. In tudi italijanska manjšina, pripadniki italijanske manjšine v Sloveniji so tudi italijanski državljani. Tako da je v moderni Evropi, bi rekel, težko govoriti o neki tradicionalni domovinskosti, kot smo bili vajeni v tistem času klasičnega nacionalizma v 19. stoletju, v začetku 20. stoletja. Mi smo pač državljani Evrope, če tako vzamemo, in to je tipičen evropski primer območja stika. Takih v Evropi imamo na stotine, če tako vzamemo. Sam sem jih obravnaval kar nekaj, s kolegi in tako naprej. In to je pravzaprav naše tipično stanje, da smo v nenehnem stiku. Recimo, ljubljanski govor je poln anglicizmu. Naš govor tržaški je poln italijanizmu. Eden drugega ne bomo razumeli, verjetno ne, če tako govorimo, ampak to ne pomeni, da smo manj Slovenci ali bolj Slovenci kot drugi. Nenazadnje naši stari dialekti so bili pa polni germanizmov, pa smo ravno tako imeli slovensko identiteto in tako naprej. Ti vplivi so vedno prisotni, vedno so. In hvala Bogu, da so, ker pač na ta način mi rasemo, po mojem mišljenju, duhovno in drugače, da se oplajamo z drugimi znanji, kulturami in tako naprej. In vidimo, da je naša identiteta lahko še močnejša, če imamo dovolj znanja, razumemo, kakšni so ti procesi. In mislim, da ta, kar sem prej govoril, to ozaveščena
integracija ravno vodi v to. Se pravi, mi imamo okolje, ker se govori, družinsko okolje, ker se govori bodi si slovensko kot italijansko. Recimo, mati bo govorila italijansko, oče bo govoril slovensko z otrokom. In otrok, to je tudi naš primer, ker imamo sina, ki ima italijansko partnerko. In naša vnukinja odlično obvlada oba jezika in ni to noben problem. Tako kot pač ni bilo nikoli problem tistim državljanom, ki so v avstrijskem obdobju tako identiteto imeli, ki je bila že takrat izrazito mešana, kot pa tipično za urbano okolje. Tako da, po mojem mišljenju je tukaj znanja manj, kot bi moralo biti, posebej za Slovenijo, ki je tako mala in tako sredi močnejših sosedov, da bi morala te procese bolj obvladovati oziroma se bolj izkazati svoje znanje v tem pogledu tudi na evropskem nivoju. Hvala lepa, dovolite morda, da vsem preberem še ta optimistični zaključek vašega prvega dela. Ko ravno govorite o tej integraciji, z daljšim bivanjem v novem okolju se seveda, kakor smo videli, povečujejo možnosti večje družbene integracije priseljencev, na kar konec koncev kaže sam porast števila mešanih družin. Tedaj priseljenci niso več le tujci, ampak sestavni del lokalne družbe, še posebej v primerih, ko se naučijo slovenskega jezika in vključijo v lokalna društva. To pa obenem potrjuje, da lahko prihodnost tržaškega podeželja vidimo v nadaljnjem procesu tako imenovane ozaveščene, etnične in družbene integracije, ki ne bo prevedla do banalnega prenosa mestnih značilnosti in načina življenja na podeželje, temveč aktivno prispevala k sprejemanju in vrednotenju njegove lokalne specifike. Le tako se bodo nekdanje slovenske vasi na Tržaškem odtegnile od nevarnosti vse večje odtujitve v njih živečih prebivalcev. K temu bo nedvomno pripomogla tudi skrb za ohranjanje kulturne dediščine, za katero si prizadevajo zlasti okoliške slovenske občine, lokalna slovenska društva, nenazadnje pa tudi vsi tisti domačini, ki se po modelu tako imenovane tretje generacije, pa čeprav z novimi, sodobnejšimi prijemi, spet vračajo k tradicionalnim kmetijskim in obrtnim dejavnostim, preko katerih lahko še najlažje prepoznamo posebnost naravne in kulturne pokrajine ter pravzaprav samega etnosa in toposa tržaškega podeželja. Tako se zaključuje prvi del vaše raziskave. Morda je torej zdaj ta trenutek, da poveste, kako pa bo naslov v vaši drugi knjigi in kaj pa pravzaprav prinaša, katere ugotovitve tudi ta. Potem pa seveda odpremo debato. Hvala. O tej sem že prej govoril, precej izčrpno. Naslov bo Tržaški Slovenci, zgodba nekoč največje slovenske urbane skupnosti, ker to tudi pozabljam, ne vem, koliko so v šoli v Sloveniji, jaz pač sem hodil v šolo tam čez mejo, in ne vem, koliko se v Sloveniji to uči, oziroma koliko šolarji o tej svoji preteklosti, oziroma tej naši skupni preteklosti, kaj dosti vedo, mislim, da ne dosti. Ker, kot pravijo naši zamejci, če tako imenujem, ko pride kdo iz Ljubljane, pa pride sreča nekoga tam ali v šolo, za katero ne ve sploh, da obstajajo tam slovenske šole, pravi, kako čudno, da vi tako lepo govorite, a kdaj ste se pa priselili od nas? Tako da tega znanja je žal premalo in upam, da bom s to knjigo spet malo obudil, mogoče malo zanimanja za to okolje, ki je zelo interesantno. Žal se je to raztegnilo na preko 500 strani, tako da bo malo bolj debela, kot je ta. Ampak sem opravili kar 3 zelo poglobljene raziskave. Ena je, kot rečeno, ta o popisu 1910 in potem 2, ki se nanašata na aktualno situacijo, preko katere smo tudi uspeli ugotoviti malo to neko bolj natančno demografsko analizo tega
upadanja, neupadanja slovenske populacije v mestu in razlogov za to spreminjanje. Ampak, tako kot sem to knjigo napisal, upam, da je tudi ta druga bo dovolj poljubno pripravljena, tako da so pa tudi bralci, ki niso ravno vešči vse teh, recimo, bolj znanstvenih vidikov teh raziskav, lotili tega branja, tako kot so se te knjige prve, zlasti na podeželju, tako da je opis krajev bil tu prisoten, tako da se je imenoval pripoved kraja, ne, tako da za vsak kraj je nekaj bolj natančno opisanega, kako se je ta kraj spreminjal v času. In podobno, recimo za mestno okolje sem te tipično slovenske predmestne kraje malo bolj natančno opisal, pa jih imamo 6 v knjigi, ne vem, če poznate Barkolje, ne, to je famozna Barkoljana, ki je tam doma, zdaj po svetu znana, potem Svetiva, ker imamo tukaj domačinko, ker dobro poznate okolje, pa Rojan vmes, ker so naši predniki Bufoni živeli kot železničari, to je železničarsko okolje, pa potem dol na jugu, kjer so bili vrtnari doma, ker je to pač še zelo malo poseljen, ta skrajni južni del proti Kopru, ne vem, če ste ga iz Kopra šli. Tako, tam so bili vsi vrtnari, pa tudi dosti dobro zaslužili s tem vrtnarstvom za Tržaški trg, ne, so bili močni, bogati kmetje. In to je vse preplavlja potem ta novogradnja. Zdaj imate samo stanovanjske stolpnice, to je najbolj obupni del Trsta, najgršji. In nihče noče več tam živeti, vsi bežijo proč, ker nekaj se vse razgida proti predmestju, zdaj bežijo proč predmestja, ker je pač to življenjsko okolje zelo neprimerno, ne, vsi iščejo spet zdaj to zeleno okolje, seveda grejo na podeželje, slovensko, in tam dobijo novo bivališče in novo življenjsko priložnost, da se seznanijo malo bolj temeljito slovensko kulturo, ki pa v Trstu zelo malo vidna. Imamo še vedno samo en kraj, kjer imate dvojezični napis. To je delavski dom, ki so ga po vojni ti delavci nekako vsega spet pobrali, ker je bil to ena fašistična zgradba, in tam imate ta pristaniški delavci, edini dvojezični napis, ki ga najdete v Trstu. Trst je še vedno kot občina v rokah tradicionalno tej nacionalističnem, recimo, skupine, politika tukaj zelo zaostaja, ne, namreč za družbo, za dogajanje. In občina Trst je zahtevala, da se v Trstu ta zaščitni zakon, ki je 2001 bil izglasovan, da so imajo Slovenci zdaj neke pravice pa dotacije za svoje delovanje in dvojezične napise v krajih, ki jih pretežno poseljujejo. To občina Trst je zahtevala, da se Trst izloči iz tega okolja. Spravi, tradicionalno multikulturno okolje, da so Slovenci predstavljali večino priseljencev, objektivno dobršen del, skoraj da polovico mestnega prebivalstva, je ta kulturni, ta plat, recimo multikulturnega Trsta še vedno zabrisana, kot da bi se morali nekako sramovati, ne. Pa čeprav prihajajo zdaj turisti, je ravno to iskati, ne, ima Trst eno renesanso turističnih obiskov v zadnjih letih in prihajajo iz cele Evrope pa drugod gledati to famozno multikulturno avstrijsko mesto. Pa najdejo samo kakšno srbsko pravoslavno cerkev, ker slovenski pevci pojejo srbske pesmi, ker pač noben Srb, seveda razen teh zadnjih priseljencev, ki so vsi gradbeni, ne zna tega peti, ne. Tiste stare srbske rodbine, pa Grki isto, ne, so popolnoma že asimilirani, bili že od 18. in 9. stoletja naprej, pa Judje itak so bili recimo bolj iredentisti kot ne, v mestu, ker pač jih je Avstrija nekako odrinjala, ne, kot vemo, Jude v avstrijski državi, v mestu pa so našli podporo pri lokalnih liberalcih, ne, mestnih italijanskih. Tako da so se zelo prepričano pridružili iredentizmu in potem deloma tudi fašizmu, sami Judi, ne, tako, to je skoraj paradoks, ampak tako je bilo. In to še čakamo, da bo res politika zagrabila za to svojo priložnost. Pa mesto odprla svojemu zaledju spet. No,
Trst v drugi knjigi bo kmalu spregovoril, mislim, da bo kmalu izšla. Zdaj pa je seveda beseda spoštovanih poslušalcev. Izvolite, najbolje je, da prijete sem zaradi tega, ker se zvok snema. Bom jaz prinesla mikrofon. Obstaja kakšnakoli študija o skupnem številu ljudi, ki so se preselili v Trst v tem dolgem 19. stoletju? Koliko od teh je bilo Slovencev in predvsem me zanima, koliko je od tistih Slovencev, ki so se preselili v Trst, se potem, bom rekel, še v isti generaciji, po naslednji generaciji preselili naprej v Ameriko? To je možno, da je Alex pove. Bom jaz vzel besed. Nisem jaz specialist za migracijo. Torej, jaz bom nabral še majhen korak nazaj v 18. stoletje. Zaradi tega, ker Trst, kot ga poznamo danes, oziroma kot ga poznamo zadnjih 200 let. Torej, 1719. leta je Karl VI, avstrijski cesar, proglasil Trst kot prosto luko. In takrat se začne ta razvoj nekega prej municipalnega, komunalnega, obalnega mesteca v ta veliki okno ali pa vrata v širni svet Habsburške monarhije, ki se potem že v 18. stoletju zelo številčno poveča in zlasti v 19. stoletju. Ampak ta, kar se tiče priseljevanja, torej ne samo Trst, vsa mesta so večinoma rezultat priseljevanja. Trst posebno. In zdaj za 18. stoletje tako, tudi zelo statistično zanesljivo dognano, da polovico vseh novoporočencev, poročenih v tržaških dveh mestnih farah, so prihajali iz slovenskega zaledja. In od tega, kot je Milan že povedal, in to je tudi ena strukturna in dinamična karakteristika, ki se potem do Prve svetovne vojne nadaljuje. Da je bilo med temi 65% žensk in samo 35% moških. In to je tisto, kar je prej Milan govoril o tem, da kako je ta tudi spolna asimetrija pripomogla k temu mešanim porokam, ki so bile zlasti v Trstu vir asimilacije. In ni treba toliko nazaj, da ne bom predolg, ampak če se povežem na to, torej še da nakratko odgovorim na vprašanje, recimo od leta 1890, torej 91, preneha prosta luka, ni več Trst ni prostoluško mesto, ampak je samo luka, ostane kot je še danes, torej brezcarinska cona, ker takrat avstrijska politika se spremeni in začne razvijati ne več toliko emporialni trgovinski Trst, ampak pristaniško-industrijski Trst se začne takrat razvijati in takrat je zadnji veliki val priseljevanja v mesto in od 1890 do 1910 se poveča število prebivalstva Trsta za 50.000 prebivalcev, od tega je 80% priseljencev. In polovica teh priseljencev je spet iz slovenskega neposrednega oziroma srednjega zaledja. Značilno pa je tudi to, da prav v tem zgodovinskem momentu se močno poveča tudi priseljevanje iz kraljevine Italije. Tako da tik pred izbruhom Prve svetovne vojne po
policijskih statistikah je v Trstu živelo približno 50.000 tako imenovanih renikolov. Renikoli je to ime, s katerim so imenovali Italijane iz kraljevine Italije, to se pravi Regno d'Italia, zato renikoli, ne? Torej italijanski državljani. Ne? In to je spet vplivalo na etnična razmerja, na nacionalna razmerja v mestu, in kot si ti v tej knjigi, ki bo še išla, ne, jasno prikazal, kako se je zaradi tega, zaradi demografske ekspanzije Trsta, delež Slovencev zmanjšal v primerjavi z 90 leti. Ne. Torej, kljub temu, da prihaja toliko slovenskih priseljencev, prihaja hkrati tudi dosti priseljencev iz Italije, in zaradi tega se ta, in potem še asimilacija seveda, da se delež, neprimernost, delež slovenske prisotnosti ni primerljiv priseljevanju iz slovenskega območja. Ne? Ja. Še to bi, samo da preskočim na naše čase, ko smo bili mi, ko smo hodili v osnovno šolo, ne? Ker si prej govoril, da je prišlo tudi tle do enega zanimivega preloma, ko mlajša generacija bolj zna slovensko kot Jaz bi to rekel tako, ne, da poznavanje jezika je večje. Vprašanje je, kakšno je pa znanje jezika v smislu standard, ne, kvaliteta znanja jezika. Ne. Ampak problem je v tem, ne, da ko sva mi dva hodila v osnovno šolo, na moji šoli ni bilo, samo en primer je bil otrok z dvojezičnega zakona. Ne. Zakaj? Zato, ker otroci iz dvojezičnih zakonov ni bilo govora, da bi šli v slovensko šolo. Skoraj to je bilo redkost. Ne? In zaradi tega slovenska šola je bila takrat, in ne samo takrat, morda do konca, ali pa do 90 let, vsaj za moja najstarejše otroke, tudi nacionalno-identifikacijska. Danes ni več. Ne? Tudi zaradi iz teh anket, ti boš boljše vedel kot jaz samo po časopisju to sledim, ne? Ko recimo intervjujejo mlade, ne vem, maturante uspešne, ki imajo zdaj večinoma italijanske priimke, ne? Ampak ne po italijančine slovenske, prav italijanske iz Italije in tudi imena Benedetta, ne vem kako, zdaj mislim, se spomnim na eno letošnjo, ki je odlična, to se pravi s 100, ne? Ki ni dobila štipendije, ne? Ker pa je iz italijanske družine. Ampak je to, ne, ko njih vprašajo, oni ne rečejo, da so Slovence, da so Italijani. Oni imajo zdaj eno mešano identiteto. V naših časih mešana identiteta ni bila mogoča, ne, zato ker si bil eno ali si bil druge. Ne. Zato ker tudi se je spremenil svet. Ne. Takrat ni bilo mogoče govoriti o mešanih identitetah, zdaj pa je to dovoljeno, zdaj se je razširil ta mestni prostor in ni več tako jasno, kot je bilo enkrat. Ja, v resnici, če gledamo čisto znanstveno, bi rekel, ni ravno tako. To je bila percepirana identiteta. Seveda, obisk slovenske šole so vedno smatrali kot plebiscit. In zato so tudi italijanski preučevalci bazirali število slovenske populacije na osnovi upisanih slovenske šole, so bili izključno Slovenci, izključno tisti, ki so bili prepričani Slovenci. Ampak dejansko je to en manjši del slovenske populacije v Trstu. Kot rečeno, tista famozna, ko je masa Slovencev se delila na tiste Titovce pa Stalice, spravi tista najbolj ranljivi del populacije, to niso intelektualci predstavljajo, ne pa tisti, ki delajo slovensko okolje, predstavljajo en majhen del slovenske manjšine, večji del slovenske manjšine oziroma slovenske skupnosti v mestu so predstavljali vedno delavci, tradicionalno, že nekoč. In ti delavci so seveda najbolj ranljivi, ki delajo v italijanskem okolju, niso dovolj izobraženi, da bi to svojo identiteto ohranjali pod zunanjimi pritiski in so se opredelili takrat za italijansko stran, se pravi, so
družine tistih Stalinovcev izpisali svoje otroke iz slovenske šole, ker je to tito-fašistična šola, pa šola imigrantov, ki so krat počevali tisti, ki so šli iz Slovenije ven, v opoziciji s takratnim režimom, in so jih potem Anglo-Američani zaposlili v teh šolah in so bili njim prijazni, seveda, tej takratni oblasti. In seveda tudi zaradi ideoloških, pa samo zaradi ideoloških motivov se niso pisovali več slovenske šole, so se asimilirali. In to ne po številu prebivalcev, ker največje asimilacije pa seveda v času fašizma. Računom po mojih kalkulacijah se takrat zmanjšalo za približno 20.000 pripadnikov mestna populacija, ki je bila štela skoraj 50.000 v avstrijskem obdobju. Po tem revidiranem popisu se zmanjšala za 20.000 v tisti fazi, ampak se je zmanjšala še za 18.000 v tej drugi kritični fazi. Delitve, baze te manjšine v tistem obdobju. Samo da končam. In v resnici tisti, ki so hodili v italijanske šole, niso bili samo Italijani. En lep del je bil takih, ki so izhajali iz slovenske družine ali pa mešane družine. Mešane družine so bili vedno v mestih zastopane, tipično. Kot rečeno, če so bile pretežno ženske, ki so prihajali, to je bilo 60-65%, so bile vedno ženske v zgodovini priselitev v mestu, slovenske priseljenke, te so dobile nekega drugega partnerja in ta partner seveda ta identiteta prevladovala. In tako da, recimo to, ko smo bili zdaj zadnjo anketo, med tistimi, ki se identificirajo samo kot Italijani, je približno 5% takih, ki so dejansko Slovenci. Ti Italijani predstavljajo recimo 85% mestne populacije, če tako vzamemo, če pustimo priseljence in Slovence pri kraju. Mesto je 200.000 prebivalcev. 85% 200.000, ne vem, matematik ne pove, koliko je to, ampak je precej velik delež. In če vzamemo 5% tega deleža, dobimo eno število Slovencev, ki je zelo visoko. Se pravi, 5% teh, ki se opredeljujejo kot izključno Italijani, so dejansko Slovenci, objektivno gledano. Poznavajo jezika po svojih prednikih. Med tistimi, ki se identificirajo za Slovence, trenutno v Trstu, je polovica takih, ki ima dvojno identiteto, so krati Slovenci in krati se smatrajo za Italijani, zato ker so tudi otroci nekih ponavljajočih se mešanih zakonov, mešanih družin. Se pravi, ta mešana identiteta se potem prenaša iz roda v rod na nek način, iz ene generacije v drugo. Ampak imamo, recimo tako kot imamo tudi Slovence, tudi Italijane med Slovenci, lahko rečemo, ker so na pol in pol, imamo tudi Slovence, tiste, ki so samo Italijani. Tako da stvar je zelo zakomplicirana in to se pozna pri opisih v šole danes, ker je pravih Slovencev v teh šolah so ena velika manjšina. Velika večina so tisti drugi, ki se šele učijo slovenskega jezika, ko pridejo v šolo. Ni, da doma so prišli z nekim znanjem tega jezika. Družine pošiljajo te šole, da se naučijo slovensko. To je njihov cilj. Ker doma oni ne znajo, ker so se asimilirali, niso sposobni govoriti slovensko. In se preko otrok vračajo nek način v to okolje. In zdaj seveda, taka populacija rabi nujno močno oporo družbe. Ne samo naše manjšine, ki je zelo skromna, po svojih močeh. Tukaj bi rabili pomoč, recimo Slovenijo v večji meri, ker tukaj se lahko slovenska kultura, jezik širi in vrača na tisto raven, ki je bila tipična za nekoč. Če se vrne na to vprašanje priseljencev, dam podatek, ki ga imam za leto 1910, in sicer, da so iz slovenskega zaledja, tipično slovenskega zaledja, izhajala točno četrtina mestne populacije. In kot vemo, je to tisti delež, ki smo rekli, objektivni delež Slovencev v mestu, ki je bil trajen, 25 do 35%. In od teh priseljencev, se pravi polovico mestnega prebivalstva je bilo priseljencev, smo ugotovili, je
po identiteti, se pravi, bilo Slovencov, od te polovice priseljencev, 70% Slovencev po identiteti teh priseljencev v predmestju, 35% v mestnem središču. In kot veste, je ta priliv hranil takrat to slovensko populacijo in ta drama, recimo, te nekoč največje slovenske urbane skupnosti, kot bo ta druga knjiga imela naslov, je v tem, da se je ta priseljevanje prenehalo. Se pravi, mesto, ki je vedno raslo s priseljenci, nima več priseljencev, zadnji so bili optanti, ki so prišli iz Istre, ne? In dober del teh 250 tisoč, ki je šlo iz Jugoslavije, dan se je ustavilo v Trstu, okrog 70 tisoč jih zdaj živi v Trstu, ki so Italijani po identiteti, ne ker so zares Italijani, ampak ker so morali biti Italijani. Če so hoteli dobiti delo in kot optanti so se morali prijaviti kot Italijani, drugače ne bi mogli reči. Tudi če so bili Slovenci, tudi če so bili Hrvati, so morali biti Italijani in so to svoje italijanstvo morali dokazati s tem, da so otroke vpisali v italijansko šolo. To je bila tudi zahteva za tiste Slovence, ki so se vrnili po vojni, ki so šli zaradi fašizma v Slovenijo, so se potem vrnili po vojni v Trst za nekaj časa. Zahteva italijanske oblasti je, če hočeš dobiti italijansko državljanstvo, ker tega državljanstva niso imeli. Recimo, moj oče je imel samo jugoslovansko državljanstvo in jaz sem se rodil kot jugoslovanski državljan v Trstu. Zaradi tega. Pogoj za državljanstvo je bil ta, da se otroka vpisal v italijansko šolo. Se pravi, da si se asimiliral. Brez tega državljanstva nisi dobil. Se pravi, to so bili, lahko rečemo, izpisani ljudje, ko smo imeli famozno polemiko izpisanih v Sloveniji, to so bili izpisani ljudje, ki so se rodili v mestu, so se rodili v Trstu, a niso smeli biti polnopravni someščani. Tako da, če gledamo to preteklost in to sedanjost, lahko rečemo, da se je marsikaj spremenilo na bolje. Seveda imamo v številkah dosti nižji delež, nižje število, ker ta asimilacija naredila svoje. Moja ocena trenutno Slovencev v mestu v Trstu je med 5 in 10%, samo 7 v povprečju, malo več v predmestih, ki so bili vedno bolj slovenska predmestja kot mestno središče, nekaj manj v mestnem središču. Zanimivo pa je, da je po eni strani ta manjšina ni več glavna manjšina v mestu. Ker priseljencev je zdaj veliko več kot teh avtohtonih Slovencev, ki so bili nekoč najmočnejša skupnost. Teh priseljencev je zdaj za približno 10% ali celo več mestnega prebivalstva. Ti priseljenci v glavnem Srbi, Albanci, dosti manj, pretežno Albanci ali Kosovari ali iz Albanije in Srbi v gradbeništvu večina in Romuni in seveda Kitajci. Kitajci so tako rekoč povsod, globalni narod, kar jih je. In so oni zagrabili vse tiste trgovine, ki so rekoč opredeljene kot jugoslovanske trgovine, to so zdaj v kitajskih rokah in prodajajo vse mogoče. In po moje nič ne zaslužijo, pa sam perejo tisti njihov denar, teh laundry shops. Spravi, te nove priseljene manjšine so zdaj bolj, če gledamo skupaj, njihovo skupno število, močnejša tiste avtohtone slovenske manjšine v mestu. Se pravi, nismo več tako močni, kot smo bili nekoč. Pa predstavljamo se neko pomemben historični spomin, po mojem, ker se ne moramo predstavljati nekega mesta, ki se, recimo kot v ameriškem primeru, gradi samo sproti in nima spomina. Evropska mesta naj bi imela ta spomin, oziroma zaradi tega spomina, zaradi te svoje dediščine so pravzaprav zanimiva in interesantna, tako da upam, da se bo to nekoliko, ta situacija, kot rečeno, nekoliko boljša kot nekoč, ampak moramo računati, da so ta števila danes zelo drugačna, kot so bila v preteklosti. Hvala, morda še kakšno vprašanje?
Jaz sem želela samo povedati to, da dejansko dejansko je zanimivo to, jaz v društvu, ki mu predsedujem že preveč desetletij, je odbornica, ki je iz italijanske družine oziroma družine, v kateri je oče odločil, da se otroci morajo učiti jezikov. Najcenejša varianta je bila slovenska šola. Vse ostale so bile privatne šole in tako je, ampak to dekle, žena, je dejansko izjemno aktivna. In tukaj eno je vloga šole, ki je dana dejansko, ker je bila ena posebna, zdaj funkcija bo imela 40 nekaj več let, torej nekaj posebnega, iz čisto italijanske družine, ni imela nikogar doma, ki bi govoril slovensko, in so bili posebno pozorni do nje. Drugo pa je okolje, v katero se potem umesti ta človek, ker to je zelo važno. In tukaj, zdaj seveda, opora, podpora, ampak mi smo zanemarili, v Trstu vsaj, smo zanemarili nekaj zelo pomembnega, vzgojo kadrov. In teh mislim, da imamo malo premalo, ker razumeti to, kar vi opredeljujete za zamejstvo, je zelo težko. To je tak zapleten prostor. Tudi to recimo, ko govorimo mi o kominformu, stalinistih in to. Jaz sem imela v razredu, vsega skupaj nas je bilo 13. Matjaž, ki ga poznaš, potem je bila Nadja Udovič, ki so bili pravi, mislim, komunisti trdi, na italijanski strani, seveda ne Titovci. Vsi ostali smo bili povprečni. Samo ena sošolka potem mama je bila Slovenka, ampak se je poročila z Američanom in torej je emigrirala. Drugi fant je bil, verjetno je imel očeta Italijana ali kakorkoli in je izpadel, ker enostavno ga je razred izločil, oziroma učitelj izločil. Torej mislim, tukaj je zelo kompleksna naša situacija, oziroma naša zgodba je zelo kompleksna in mislim, da bi morali dejansko tukaj posebno, jaz ne vem zdaj, ko je predsednica republike našim dijakom rekla, da je njihova domovina Italija. Dejansko mi smo doma vedno govorili o matici. In tukaj zdaj polagam na srce Ignaciji, ker je to matica dejansko in domovina. Ja, domovino smo spoznali pravzaprav iz poezije, ampak jaz sem živela v drugih časih, ko so nas pitali s tem. Po drugi strani, še to se hotela reči, iz ene družine, ki je tudi zelo znana v mojem kraju, ki so bili bilabardisti, torej, mislim, domobranci, se je vedno, otroka so dali v italijansko šolo. Mislim, to so ti absurdi naše družbe, ko dejansko se obrneš. Če pomisliš samo, recimo, Šipljo Zlatapra, velik avtor, velik pisatelj, ki se je zavedal svoje dvojnosti, ampak starši so bili Slovenskega in so zanj izbrali, kam bo šel. Tako da je to dejansko treba delati na tem Učenik za italijanstvo Trsta, Oberdak je klasičen Slovenec. Tako da dejansko bi morali biti bolj pozorni na to. Meni mogoče, ker sem se formirala v tistem času, v 70-ih, 80-ih letih, ampak takrat, ko se je zares govorilo in razpravljalo o tistem enotnem slovenskem kulturnem prostoru, to je bilo nekaj zelo, zelo pomembnega, vsaj zame. In to, da se zavedaš, da smo Slovenci zelo različni in da vsak po svoje doprinašamo in bogatimo to našo družbo. To mislim, da je. Hvala. Hvala, Bogomila Kravos. Janez, izvoli. Aleks, prvo vprašanje je bilo tudi o izseljevanju s Tržaškega, oziroma preseljevanju ali izseljevanju prek Tržaške luke, kot se ne zastopil. Ja,
Se opravičujem, sem pozabil na to. Torej, Trst je bil alternativa tistim, ki so odhajali v Ameriko. Torej, iz Trsta se je zelo malo ljudi preselilo v druge kontinente, zlasti v Severno Ameriko. Je pa bil Trst izseljensko pristanišče, ne, pred Prvo svetovno vojno, to ja, ampak večinoma za ljudi iz ostalih avstrijskih in tudi drugih držav, recimo iz Carske Rusije, ampak večinoma iz balkanske oziroma iz avstro-ogrskega območja. No. To je eno, ampak to si me zdaj spomnil nekaj drugega, sem hotel dopolniti še to, da bodisi po Prvi svetovni vojni, bodisi po drugi je prišel tudi do zelo močnih zamenjav prebivalstva, ne, ki so vplivali na, recimo, že med prvo vojno in takoj po prvi vojni je šlo ogromno število Slovencev iz Trsta in kot iz cele Primorske. Ampak recimo leta 1928 je bil v Ljubljani, ki je imela takrat 60.000 prebivalcev, en policijski popis prebivalstva, kjer so našteli 10% prebivalstva, torej več kot 6.000 ljudi rojenih v takratni Julijski krajini. To so bili tisti, ki so se umikali izpod fašizma in tako naprej. 1300 jih je bilo iz Trsta. Zdaj, vsaj 100 družin policajev iz Trsta so takrat v slovenski prostor, takrat železničar je bilo več kot 1000, ne, še več, ne vem koliko. Ne. To je eno. In po drugi svetovni vojni je ravno, mislim, k temu potem je bil, prej sem govoril o Renikolih, ne, med Prvo svetovno vojno so morali iti stran, zaradi tega, ker so bili državljani sovražne države 15 leta, ali z lepa ali z grda, ne, nekateri so šli sami, večinoma šli sami, nekatere so pa zaprli in ti so se večinoma po Prvi svetovni vojni vrnili in z njimi še drugi iz drugih delov Italije, ker je bila to ena nova provinca italijanska in so tudi nove oblasti skušali na vse načine, da bi se priseljevalo čim več prebivalstva, ne samo v Trstu, celo Julijsko krajino. To je en moment, drugi moment pa je po drugi svetovni vojni, zlasti po razpadu, po ukinitvi STO-ja, Svobodnega tržaškega ozemlja, ko se je na Tržaško priselilo približno 65.000 optantov iz Istre, ne, in so nastali ta optantska, jezulska naselja, tudi premišljeno, v katerih območjih, ali so bila to večinsko slovenska območja, kot recimo Nabrežina, Kontovel, Padriče, recimo, ali so bila taka delavska območja, kot tam Borgovsko Sergio, Pončana, recimo, ne, Pončana, Sveti Jakov, Pončana, ne. In takrat, ne smemo pozabiti, je Trst zapustilo 15.000 ljudi, ki so šli večino v Avstralijo in od teh 15.000 je bilo vsaj 30% Slovencev in to se vidi recimo v statistiki šol, ne? To je Pavel Štrajn napravil eno študijo, kjer je videl, da se je ne vem za koliko zmanjšalo prav število otrok v slovenskih osnovnih šolah zaradi tega, ker so odšli, ne? Recimo potem Milica je omenila te tako imenovane spoze Amerikane, so jim rekli, ne? Torej dekleta, ki so se poročila z ameriškimi oziroma angleškimi, novozelandskimi vojaki, ki so takrat pod STO-jem bili to anglo-ameriška vojaška uprava. Teh je bilo 1600, ne? Tudi dosti Slovenk je šlo, ne? Mislim, večinoma so bile sicer 3/4, to se pravi Italijanke, ampak tudi dosti Slovenk. Recimo ena Elda, ne, je bila od tega Jamesa Davisa žena, ne, ki je napisal to znamenito knjigo o Žužkih, ne, iz Vižal. On je bil tudi... Je tudi šla pri Slovenske matice. Ja, pri Slovenske matice, ne, Vzpon z dna, ne, vseeno, kar pri 30 imeli. Hvala obima gospoda profesorjema, da so nam osvetlili pač to dogajanje skozi zgodovino in tudi v današnji čas.
Zanima me pa, če se preselimo malo iz zgodovinskega obdobja, prav v današnji čas, saj tukaj v domačih časopisih, pa tudi po medijih, televiziji in radiju, je bilo v zadnjih 2 mesecih precej govora o tem, da se Slovencem v Italiji in slovenskim šolam obetajo spremembe, in sicer ne na boljše, ampak na slabše, kar se tiče organizacije, in me zanima vajino mnenje, ki imate pogled skozi vse dogajanje, če to uspe, kaj bi to pomenilo za Slovence na Tržaškem območju. Hvala. Ja, ti še potem. No, kar se mene tiče, jaz nisem tak ravno ekspert in ne vem, osebno ne polagam toliko takega pomena ravno sami organizaciji šolskega ustroja, ker če imamo enega ravnatelja več, enega ravnatelja manj, moja vitko bistveno je, da je ta šolska ponudba taka, da pritegne ali zadrži čim več slovenskih učencev in pritegne še zraven ostale, kot smo prej videli, je to primer. Največji problem je, in to je posledica pravzaprav tega, to, kar omenjate, tega glavnega problema je demografski pad. Se pravi, zdaj se število slovenske populacije v Trstu ne zmanjšuje več hitreje, kot se splošno število prebivalcev. Se pravi, mi nimamo več tiste take asimilacije, kot smo imeli prej. Se pravi, gre za linearno zmanjševanje. Veste, da tržaška populacija mesto izgublja za vsakem desetletju več tisoč prebivalcev, jih je imelo skoraj 300 tisoč, cela tržaška pokrajina, zdaj že 50 tisoč manj, od nekoč. Samo mesto tudi preko 200-250, maksimalno, zdaj manj kot 200 tisoč. In če ne bi imeli teh priseljencev, neavtohtonih, če tako vzamemo, bi to mesto kot Evropa, vsa Evropa pravzaprav, kmalu utonila v to demografski zaton in seveda to ima velike posledice tudi v ekonomskem smislu. Mi vemo vsi, da rabimo priseljenci, pa se kljub temu otepamo in postavljamo se mogoče pregrade, ampak Evropa brez te sveže krvi sama po sebi nima bodočnosti. Amerika ima in gradi svojo bodočnost ravno na priseljencih in jih sprejema vedno, tudi čeprav jih formalno dela barijere, ampak jih redno sprejema, ker s temi rase pravzaprav je vedno rasla. Družba ameriška s priseljenci je s priseljenci nastala. In ti so se normalno integrirali in tako tudi pri nas se bo verjetno normalno integrirali to priseljeno prebivalstvo. Problem je ravno ta demografski padec. Zdaj, analiza, ki smo opravili v tej drugi knjigi za tržaške Slovence, kaže, da je vedno večji delež, se pravi, že na podeželju se to pozna. Mi imamo naselja že na podeželju, kjer prevladujejo upokojenci. Se pravi, ta avtohtona slovenska populacija je vedno starejša. Otroci gredo proč iskat delo v druge dele Evrope, kot je tipično značilno verjetno za vse. Ne toliko zaradi tega, da tam dobijo boljši dohodek, večji dohodek, ampak predvsem zato, ker doma ne dobijo dela, primernega dela v svoji izobrazbi, znanju in tako naprej. In to je tudi primer recimo mestnih Slovencev. Po analizi, ki sem opravil, je od teh, ki so obiskovali, mi smo naredili analizo tistih, ki so nekoč obiskovali slovenske šole in živijo v mestu. Spravi, so se rodili v mestu in še vedno živijo v mestu. No, med temi se, recimo, če pogledamo, kakšna je bila njihova življenjska pot. Približno 20% teh, ki so hodili v slovenske šole, takrat potem so bili pravi Slovenci, ne če tako znamo, opredeljeni za slovenstvo in tako naprej. 20% teh se je verjetno assimiliralo, ali sošolci, bivši sošolci ne vedo več za njih.
ker imamo danes vse te medije, socialne mreže, družbene in tako naprej, je težko, da nekoga, ki je v tvojem delokrogu družbenem, nimaš v stiku, spravi ni v tvojem stiku, pomeni, ali da so se asimilirali, da so še izginili nekako iz tega slovenskega okolja. Za 20% teh vemo, da so se preselili na podeželje. Spravi, to so tisti meščani, in tudi Slovenci so med njimi, ki se selijo v pretežno slovensko bližnjo okolico. In to pomeni, da tudi zavestno se selijo v to slovensko okolico, ker tam lahko lažje uporabljajo slovenski jezik. To je tudi en pomemben razlog za mestno slovensko prebivalstvo, da se izseljuje na podeželje, spravi pretežno slovensko okolje, da lažje ohranja svojo identiteto. Potem imamo še približno manjši delež teh, ki so šli drugam podeželje, držijo v Fromenijske krajine, v druge dele Italije potem in v tujino in v Slovenijo. Se pravi, primerljivo s temi, ki so se selili v Italijo, imamo tudi delež tistih, ki so se selili v Slovenijo. Imamo en pomemben delež, tukaj mislim, da so tudi predstavniki kluba zamejskih študentov, pomemben delež naše mladine, ki študira v Sloveniji, jaz sem tudi bil med temi. In to je seveda, po mojem mišljenju, zelo pozitivno v nekem smislu, ker potem na ta način pridobimo neko dodatno znanje, tudi dodatno ozaveščenost o tej našem kulturi jeziku. Vprašanje pa je, kako to vračati potem v to svoje izvorno okolje. Ker recimo tisti, ki študirajo medicino v Sloveniji, teh je tudi veliko, se najlažje zaposlujejo direktno v Sloveniji, ker gre direktno ven z fakultete na delovno mesto. Zaradi prakse in tako naprej imamo en zelo velik delež teh, ki študirajo v Sloveniji, ki ostane potem na delovno mesto v Sloveniji. In tudi Slovenija sama, kot vemo, v svojih politikah in vizijah skuša stimulirati ta pridobivanje teh Slovencev iz zamejstva ne samo za študije, ampak potem tudi na delovnih mestih. Ampak to je relativno dobra Slovenija, ampak relativno slabo za nas, ker potem izgubimo, se pravi, intelektualno populacijo in izgubimo ljudi, ki seveda ne moramo nikogar prisiliti, da ostane tam, ker je. Vsi so izdajalci, za vas, vi niste. Ne govorimo o izdajalstvu in tako naprej, govorim o kvaliteti in kvantiteti, recimo, te populacije. Za svoj poklic so izdali isto mesto, recimo. To je realno, izraz je slab. Ja, na nek način. Ampak to je zelo naraven proces, seveda. Zelo naraven proces, ki pa bremeni vse manjšine. Jaz imam kolege, recimo v Angliji, iz Walesa in tako naprej, vsi imajo ta problem. Vsi se s tem soočajo, kako naj zadržujemo v teh relativno perifernih okoljih populacijo, da ne bo šla v relativno centralnejše okolje. To je skupni problem vseh robnih okolij, manjšinskih okolij in tako naprej. In temu mojem se ne da dati neko prepreko, ne moramo dati tukaj rezilnih mrež ali žic na to mejo, da ne bi ljudje držali ven z nje. Moramo pa pridobiti, in to je, mislim, glavni adut, ki ga imajo vse manjšinske skupnosti, pridobiti nove govorce med tistimi, ki so v tem okolju. In tukaj pa rabimo ene zelo načrtne politike. To se dogaja spontano, kot smo videli v teh obiskih šol, ni pa za tem ne stoji neka organizacija, nek sistem, ki bi znal te ljudi zadržati v tem okolju. Tukaj rabimo eno dovolj privlačno, moderno, ne rabimo, rabimo pevske zbore, ki bojo peli stare pesmice, ampak rabimo tudi eno zelo moderen prijem, da te ljudi v mestnem okolju zadržimo oziroma jih zainteresiramo tudi vnaprej za ta slovenski jezik in kulturo. Zato vidim, jaz v tem vračanju teh domov, recimo ne toliko svetovljanske, ki imajo drugačne funkcije, pa predvsem mestni narodni dom, ki naj bi čez 10 optimalno, verjetno več let prišel v slovenske roke,
en pomemben instrument spet vidnosti. Vidnosti te manjšine, te skupnosti v mestu. Ker zdaj je nevidna, še vedno zelo in ni minjem simbolnega okolja, kjer bi se prezentirali te mestne populacije, večinske mestne populacije. In tukaj bi nujno rabili recimo eno večjo pomoč matične države, da svojimi, to niso milijoni po mojem, to se da predvsem poceni ponujati določene kulturne in druge zadeve. To gre na vse zame za promocijo, ki jo vsi počenjajo, vse države promovirajo svoj jezik, svojo kulturo preko meje na drugo stran. Recimo Avstrijci to počenjajo tudi v Sloveniji, imajo svoj inštitut v Sloveniji in tako naprej in imajo svojo tradicijo. Mi to tradicijo smo prekinili, mi smo imeli največje slovensko mesto tam. A kaj naredimo za to, da bo to še, ne bo več največje, nikoli več, ampak da vsaj malo slovensko ostalo še naprej. To je, mislim, tudi nacionalni problem. Jaz mislim, da je to predvsem nacionalni problem, da je problem Slovenije, ki premalo se angažira za naše, ki so na obni strani. Glejte Italija vsako leto si še kaj spomni, da dam fojbam, dodaš nekaj zraven. Vsako leto. Če primerjate, da Selnici dol, jih je bilo 300 000, jih je bilo. Pri nas 70 jih je bilo. Njih je bilo 50 milijonov, nas pa niti 2. Torej, on je neprimerno več, se jih je iz Trsta, pa Krasa, pa Gorice preselilo v Slovenijo, oziroma bil takrat Jugoslavijo, kot pa so se po drugi svetovni vojni preselili iz iste Dalmacije v Trst. Ampak oni vsako leto tudi še nekaj bodo dodali zraven. Res, da imajo menja, škoda, da nijo mi tudi takega menja, recimo nekje v parlamentu, da bi kaj takega sprožil. Ker ko enkrat sprožil v parlamentu, nobenemu ne more reči ne. Na tako stvar mu ne morejo reči. Tle pa vidite, da naši niti vejo ne. Ko sem prišel, 10 let prej so klicali, življenje damo, Trst ne damo. 10 let kasneje so me vprašali, kot ste vi prej rekel, kako na tako dobro govori slovensko, ker sem boljše od Slovencev govoril, neprimerno boljše od Ljubljančanov, ker so imeli izraze, vse veste kakšne. Mi smo se učili slovenščino, ta je bila mešanica doma, vse, ampak imeli smo Cankarja. Imeli smo Prešerna, smo imeli. Tam smo se učili slovenščino. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Mislim, da smo kar izčrpali današnjo debato. To priča o njeni izredni zanimivosti in seveda tudi njeni aktualnosti. Če smem, ker sem bila tudi na nek način v imenu Slovenske matice izvana, naj povem samo to, da ko sem imela priložnost in sodelovala zdaj pri nastajanju nacionalnega programa za kulturo, sem izrecno v ta nacionalni program pisala znova enotni slovenski kulturni prostor. Enako smo upisali, da imajo Slovenke in Slovenci v zamejstvu čisto enako pravico, da se udeležujejo vseh razpisov v okviru Ministrstva za kulturo, tudi za tovrstne prireditve, ki ste pozvali. Tako da je treba to spraviti na nek način zdaj samo v prakso. Upisano je, nacionalni program za kulturo to predvideva. Seveda zgolj na tej kulturno-organizacijski ravni, ampak morda je to res prvi korak. Tako da, kar pa zadeva seveda Slovensko matico, kot sem dejala zadnjič, ko so me vprašali, da nikjer ne najdejo prostora za posvet o Borisu Pahorju, sem rekla, na Slovenski matici bo vedno njegov dom. In enako danes kličem seveda vsem vam, ki ste se zbrali, iz Trsta, pa drugič morda Slovenci iz Avstrije ali Madžarske ali Hrvaške v Slovenski matici, bo vedno vaš dom. Ravno zato, ker pogled, ki ga prinašate, ni samo pogled na vaš prostor, torej topos, ki je v vašem naslovu, ampak je tudi na ta nos, torej na nas,
Pogled na nas, kakšni smo, kakšen je naš odnos iz središča in pravzaprav, kaj ne nazadnje morda čaka tudi središče čez desetletja, morda čez 20 let, glede na našo demografsko sliko. Tako da to so vprašanja, ki so pomembna za vse nas, ne samo za vaš prostor, in hvala vam, da jih odpirate tu. Hvala lepa, profesor dr. Milan Buffon.